Spoštovane tovarišice in tovariši, gospe in gospodje. Proti koncu dokumentarnega filma ste videli tudi gospo Eriko First. Erika First je zadnja preživela Judinja, ki je bila skupaj z ostalimi pregnana iz Prekmurja v času druge svetovne vojne, preživela je Auschwitz in se vrnila v domovino. Midva sta se spoznala pred dobrimi 8 leti, prišla je na posvet v predsedniško palačo in od takrat naprej sva na njeno željo enkrat letno na Lendavskem pokopališču polagala venec žrtvam fašizma z posebno skrbjo in spominom za pregnane Jude. Potem je gospa Erika First zbolela in odšla v dom upokojencev v Murski Soboti in tam sem jo sklenil obiskati za voljo najinega iskrenega prijateljstva. Rekla pa mi je, da moje besede zvenijo kot besede slovesa in da jih ne razume. Rekla je, da se bo vrnila domov in da bova tudi poslej vedno skupaj polagala vence pred spomenik. Potem so me obvestili, da je Erika First prišla iz doma upokojencev nazaj domov. Obiskal sem jo tudi doma. Bila je polna življenja, vprašal sem jo, kako to, in je rekla, predsednik, se vas ne morem pustiti samega, da polagate vence na pokopališču. Danes med ostalimi, ki so bili pozdravljeni, tudi jaz dva morda še posebej pozdravim. Tukaj z nami je gospa Ingrid, tukaj z nami je gospod Ivan. Gospa Ingrid in Ivan sta bila, z njima sem se prvič srečal v petek pri meni v pisarni, kjer so snemali dokumentarni film o dveh pretresljivih zgodbah ukradenih otrok, Ingrida in Ivana, Ingrid in Ivana, ki sta bila pred 80 leti, ko je bilo iz Slovenije ukradenih in danih v rejo nemškim družinam več kot 600 otrok. Oba imata pretresljivo zgodbo in od njiju sem poskušal v pogovoru izvedeti, ali poleg grenkobe čutita še kakšno sovraštvo ali kaj več kot samo grenkobo in obžalovanje, pa nista nič. Niti ene besede sovraštva, niti ene besede. S temi dekleti, kot jih imenuje Matjaž, sem se družil zdaj vrsto let. Prihajale so na slovesnosti, prihajale so na pogovore, dijaki so jih spraševali vseh sort in niti enkrat na vprašanje, kako čutijo, niso odgovorile z sovraštvom. Vedno z ljubeznijo. In če one ne govorijo s sovraštvom, pa imajo morda za to razlog, mi tega ne smemo dovoliti sami sebi. Rad bi se zahvalil odboru Ravensbrück in seveda vsem taboriščnicam, izgnankam, izgnancem, ukradenim otrokom, da tako vestno, ne samo na tej prireditvi, na mnogih, na številnih, ohranjate zgodovinski spomin. Vi ste priče, vi ste živ spomenik človečnosti, ki nas nagovarja s toplino, kot sem rekel, z ljubeznijo, kot sem rekel, z povabilom, da smo strpni, da negujemo eno visoko kulturo dialoga, da se poslušamo, da smo spoštljivi, da upoštevamo sleherno človekovo dostojanstvo, ker, kot je rekla gospa Dana, je bilo to, ko so bili odpeljani od doma ali ukradeni od staršev, njim vzeto. To je pravzaprav tisto, tisto dolžnost, ki jo prenašamo potem nase, generacije, ki tega nismo izkusile. In upamo, da ne mi, ne naši otroci in njih otroci takih surovosti ne bodo izkusili. In koliko let zapored smo tukaj in vse okrog po domovini in Evropi govorili nikoli več, nikoli več, nikoli več in za izjemo vojne na področju bivše Jugoslavije, zdaj leta 2022 dočakali surovo agresijo, vojno v Ukrajini. In skupaj z vami se, in to je tudi poanta mojega govora,
ne bi želel biti predolg, ker je bila slovesnost čudovita, ali smo zaradi tega ostali brez vere, brez upanja v trajni mir. Gotovo je to, kar se dogaja, enemu našemu iskrenemu človeškemu optimizmu vzelo nekaj sape. Ampak kolikor vas poznam in kolikor se poznamo, nikoli popolnoma te vere ne moremo vzeti, ne sebi, ne našim otrokom in njih otrokom. Ker kakšen svet pa jim bomo zapustili, če jim bomo zapustili svet brez tega upanja, da so vojne izogibne in da se lahko izognemo takemu trpljenju, kot ste ga bili deležni vi. Zato bom sklenil svoj kratek nagovor za izrazi hvaležnosti, da vas imamo in da nas opominjate, z izrazi hvaležnosti, da nas nagovarjate z ljubeznijo in ne sovraštvom. In tudi ta govor bom končal z Antigono, rekoč, ne da sovražim, da ljubim sem na tem svetu.